Splošna knjižnica je v sodelovanju z glasbeno šolo Slovenske Konjice pripravila že tradicionalni koncert mladih prstkov. Že drugo leto zapored so prebujali pomlad z glasbili. Predstavilo se je 22 učencev od 1. do 5. razreda glasbene šole. Igrali so na klavir, flavto, harmoniko, saksofon, trobento, klarinet in kitaro. Vsi skupaj pa so si bili enotnega mnenja, da ko bo leto zopet naokrog, se zopet snidejo in znova poskusijo prebuditi pomlad s pomočjo mladih umetnikov. Lep pozdrav, gospa Bojana. Prihajate iz glasbene šole Slovenske Konjice, kjer poučujete harmoniko in klavir. Katere inštrumente se je še možno naučiti v vaši šoli? Ja, jaz bi rekla, da glede na to, da smo majhna glasbena šola, imamo kar velik izbor inštrumentov. Pokrivamo pravzaprav vse oddelke, pihala, trobila, godala, klavir, kitaro. Torej, otroci se lahko naučijo klarinet, saksofon, trobento, bariton. Pri tolkalih je tudi zelo velik izbor, od ksilofona do tolkal raznih. Tako da mislim, da je izbira kar velika. Pomen ima glasbena šola v našem prostoru, predvsem za mlajše otroke? Ja, jaz mislim, da včasih malce pozabimo na ta vzgojni element glasbene šole. Torej, pri nas se otroci ne naučijo samo teh glasbenih veščin, ampak dejansko bi jih mi vzgajamo praktično od 5. leta naprej, pa vse tja do gimnazijskih let, recimo. Mislim, da se otroci pri nas naučijo predvsem neke določene vztrajnosti, vsekakor potrebujejo nek urnik svojih delovnih obveznosti, seveda razvijajo motoriko, potem seveda se tudi javno izpostavijo, se navadijo tega javnega nastopanja. Tako da mislim, da je tu kar veliko takšnih kvalitet, ki jih glasbena šola nudi. Kako ste zadovoljni? Ste zadovoljni s vpisom ali z leti narašča? Ja, bi rekla, da pač vpis niha glede na število otrok, se pravi, če je malo močnejša generacija, mislim, da je tudi pri nas malce več vpisa. V glavnem vpis nam ne upada, torej zanimanje za glasbo se mi zdi, da je še kar veliko.
kar nas seveda veseli. Kaj ste nam pripravili? Ste nam pripravili za danes? Ja, za danes smo naredili tak malce bolj intimni izbor, ker je pač malo manjši prostor, pa prejšnji teden smo imeli že malo večji javni nastop, smo imeli tudi večje skupine. Za danes pa smo dali priložnost najmlajšim, torej v glavnem prvi ali pa drugi razred glasbene šole, nekaj na klavirju, plus kakšna trobenta se bo slišala, harmonika, tako da mislim, da bo kar prijetno. Najlepše. Najlepša hvala, gospa Bojana, in če ne prej, se vidimo naslednjo leto, ko bomo zopet skupaj prebujali pomlad. Ja, se že veselimo. Hvala za povabilo.